to učenje teorije, to je čista prokrastinacija. Ne? To ti dopaminna šopa, ker imaš občutek, da si se nekaj novega naučil, da si nekaj novega odnesel od tega, ampak v resnici nisi. Timberce, kaj so tvoje prioritete v lifeu? Ustvarjanje, zmeri sem ful rad nekaj ustvarjal. Mislim, da ful preveč delamo stvari sami. Ful enostavno je lažji, ko delaš stvari z ljudmi. Zato imajo vsi top športniki imajo trenerje. Ja, ne. Vem, da si pred kratkim en produkt launchil. Naš glaven špil je to, da avtomatiziramo procese. Fokus je na zamenjavi delovnega mesta. Zaradi tega produkta bo mogoče kdo izgubil službo. Kako si se počutil, ko si na to pomislil? Čim boš, da manj veš, pa več narediš, kakor da veliko veš, pa nič narediš. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Imaš lepo dramatično svetlobo, ful dobro zgleda starim. Pismo, za prvi podcast oziroma drugi, prvi bil Digital Mafia, se to spomniš ti? Ne. Sva imela s Knehtlom. Res? Ja. Pismo. Nekaj je delo za podcast, sem spomnil čisto. Se pravim, tako jaz ne poslušam podcastov. Ja. V glavnem, Timberce, hvala ti, da si se oglasil. Šla sva na en kosil, povezala na Maja Voje in na tem kosilu sva zelo hitro ugotovila, da kosilo ponovadi traja 1 uro, ampak mi je zelo tam 2,5. Res, tako cajta. Meni se zdi, ampak tako, všeč mi je bilo tematike, kjer sva šla, globino, razmišljanje, tako da sem ful vesel, da si rekel ja temu podcastu. Jaz ne pričakujem nič od tega, kot sam en dober pogovor in tako ga tudi zafurala. In že prej si ga ful dobro zaštartil, ker si mi rekel nekaj, kar me je malo presenetil. In sicer, da večina folkov, ki posluša podcaste, misli, da se ful nauči, v bistvu se pa nič. Daj še enkrat to boj. Ja, Jure, ful hvala, ker si me povabil, ful sem vesel. Tako res so se pokonektali tam na kosilu, pa se mi zdi naš ful dober energy, tako sem ful excited zdaj za ta pogovor. Generalno gledano, meni je drugače, to knjigo sem ti omenil takrat na kosilu, The First 20 Hours, Josh Kaufmana, ena izmed mojih najljubših knjig. In v bistvu te uči o tem, kako lahko v čim krajšem času postaneš presenetljivo dober v čemarkoli se spravaš, delati. Valjda imaš imeti neke realne pričakovanja, pa tako naprej, ko lahko dosežeš, ampak bistvo tega je, da pač minimiziraš količino učenja, teorije, pa maksimiziraš prakso. In če zdaj proba to preslikati malo na podcaste ali pa branje knjig ali pa vse ostale medije ali pa branje blogov pa sledenje 10,000 newsletterjev pa tako naprej od full folka, ali pa konstantno obiskovanje predavanj in tako naprej, to je totalen waste of time. To je večino tega cajta bi mogel pokuriti za implementacijo nekih stvari, pa prakso, ne pa za konstantno učenje. Tako da sem full selektiven temu, kaj se grem učiti, kaj bo zdaj neka nova teorija, ki jo bom pripeljal, pa res probam tisto teorijo maksimizirati na svojem življenju. In ful nočem novih stvari noter upeljevati in zato ne poslušam podcastov. Sama misliš, da ni to zato, ker si pač na taki točki, da si ogromno enega znanja že v srku in da si pač zdaj v fazi, ko je treba implementirati. Veš, če pogledava, če razdeliva na faze, ti si v eni fazi, ki nimaš pojma o tej tematiki. Takrat je podcast, recimo, bi jaz rekel, dober. Zato, da dobiš neke nove informacije, ki ti dajo zdaj podlago, da ti veš, kva narediti. Če veš, kva narediti, pa nekaj poslušati podcaste, pa pet delati. To bi jaz rekel, a veš? To se sliši ful dober, jaz se ful ne strinjam s tem. Hudo. Ja, tako mislim, da ne. Ker tudi recimo, prvič ne bi rekel, da sem jaz na točki, ker se nija več ne za učiti ali pa to. Jaz sebe imam tako za totalnega bumbarja, tako ful enih stvari, ki bi se jih mogel še ful naučiti, ki pač enostavno bi se jih tudi želel naučiti, ampak pač nimam ali cajta, ali energije, ali pa volje, pa tudi ful sem selektiven pri tem, kaj se bom sploh še učiti. Ampak če gledam recimo tako čist na preslikavo mojega življenja, recimo, ko sem se učil tekstopisje. Pa, ko prvič vstopiš v tekstopisje, je ful enih novih stvari, ki se jih moraš naučiti. Mogoče malo psihologije strank, pa ljudi, sploh spletnih obiskovalcev, če se v digitalu pogovarjamo, kako funneli izgledajo, kako dejansko, preden se sploh dotaknemo tega, kako pisati.
In mislil bi si, ne, da pač moraš se začeti učiti pisati, ali pa kjerkoli drug skill, ne, tako da si najprej ful neke teorije naštudiraš, pa pripraviš na to, pa se pa lotiš pisati, ampak to je ful zgrešeno. Ti se v bistvu lotiš učenja pisanja tako, da začneš prepisovati ful uspešne kampanje. Skratka, ti hočeš vzeti nek ful dober campaign, nek ful dober copy, pa ga na roke prepisati. Ali pa zraven, mogoče, če je v angleščini, še prevesti v slovenščino, pa se naučiti, kako boš zdaj sploh to prevedel, a ne? Pa pol analizirati svoje stavčne strukture za nazaj, pa razmišljati o tem, zakaj je tak stavek tam, kjer je. Ne? Pa probati res breakati down svoje lastne stvari, pa dobivati feedback na to. Ne toliko učiti koncepte ali pa odkrivati, kakšne vsi tipi uvoda obstajajo, pa kako ne vem, se subject line sestavlja, ali pa kakšen mora biti uvod, kakšen mora biti jedro, kakšen mora biti zaključek. Nič od tega ni pomemben. Pomemben je, da čim hitreje spraviš čim več repeticij skozi. Pol pa postopoma dodajaš stvari noter. Zato je tudi tako neka generalno pravilo je, skoro dosti predavam. In pol se ful trudim narediti predavanja v takem smislu, da občinstvo že ful dobro šteka, pa pozna 80-90% šita, ki ga govorim, pa ostalih tistih mogoče 5-10% je pa nekaj novega, pa eno izmed teh stvari lahko pol implementirajo. In to je ful pomembno, da tudi, ko iščeš neke izobraževalne stvari zase, večino že poznaš, ampak neko eno stvar lahko dejansko prineseš noter, ki ti bo pa naredila inkrementalno spremembo, ne? Nekaj, kar bo čistes, to je mind-blowing, to je nekaj čist novega za me, ne? In kaj tisto hitro propade, ampak da je samo nek mali dodaten korak, ki te korak po koraku pol skozi caj daleč pripelje. Se pravi, če bi podcasti recimo, da bi ti po podcastu dobil nekak listo implementacij, ki jih zdaj naredi, bi bilo ful boljš dejansko za človeka. Kot pa če ti samo poslušaš podcast, oziroma misliš, da če bi se to zgodilo, da bi ljudje tretirali podcaste drugače? Jaz mislim, da ne. Tako, isto bi bilo. Jaz mislim, da bi folk tretiral podcaste drugače, če bi si sproti delal zapiske tega, kar pač se učijo tam, pa da bi skozi cajt dejansko spremljali, koliko stvari so dejansko implementirali, pa so imeli nek measurable impact na to, kar počnejo, pa na njihovo življenje. In jaz mislim, da bi bili presenečeni, koliko cajta pokurijo za poslušanje, pa koliko malo stvari dejansko odnesejo od tega. A pa bi rekel, pismo, ta je malo ostra, ampak a bi rekel, da je poslušanje podcasta lahko tudi ena forma prokrastinacije? Absolutno, ja. Učenje na splošno, tako ful radi beremo teorijo, pa ful ne radi dejansko implementiramo stvari. Ja. In zato je ful pomemben, da skrajšaš ta cajt. To učenje teorije, to je čista prokrastinacija. Ne? To ti dopamin na šopa, ker imaš občutek, da si se nekaj novega naučil, da si nekaj novega odnesel od tega, ampak v resnici nisi. Ne? In zato absolutno učenje je oblika prokrastinacije. Ja, in prej si me stari vprašal, kva si zadnji podcast, ki si ga poslušal, pa kva si iz njega implementiral, ker sem ti rekel, da sem Hormozi, pa Chris Williamson, ampak ne spomnim se, kva sem implementiral, spomnim se, da nekaj sem. Da sem nekaj noter slišal, kar mi je bilo ful všeč, ali pa sem sam mislil, da sem implementiral, ker sem o tem razmišljal. Ja, pa rekel si, da si 3 podcaste poslušal v tem mesecu. Samo od enega si omenil, da si eno stvar nekaj implementiral. Ja. Koliko dolgi so bili te podcasti? Ja, 1,5 do 2 ure. Skratka, 4 do 6 ur si zapravil za to, da si eno malo stvar se naučil, pa mogoče implementiral, pa niti spomniš se, ne? Ja, razumem iz tega pogleda, ampak po drugi strani pizda fakt, stari, ful dobro si to challenge-al, ker nisem nikoli v podcastih na ta način razmišljal. Ampak meni dosti folka pač piše po podcastih, po komentih, recimo, zanj sem omenil hidracijski prašek, ki ga zjutraj pijem, ne, in mi je, 10 ljudi pisali, kje ga kupam, in sem jim pač poslal linka, ne. Tako da dejansko so šli oni pol v implementacijo nečesa novega v življenju, a štekaš? Ne veš čistočno, ne, rekli so, kje to kupiti, ne, pa to je hudo, ker so mogoče bili excited, ampak tako kot pri velikih teh stvareh, mogoče so kupili ta prašek enkrat, ne, pa mogoče jim je res pomagali, pa ne, da se ne spomnim, kaj točno. Mogoče so ga samo enkrat kupili, popili do konca, pa niso spet reordali, pa naredili pač res neko spremembo v njihov life, pa to pripeljali noter, kot neko navado. Zanimiv. Tako da v bistvu bi podcast lahko gledala bolj kot entertainment, Siguren. Kot pa dejansko učenje. Ne? Ja. Tako da vem, kam se dati. Ja. Ne, ful dobro mi je, kako si to zdaj pač razmišljal, ker se nisem strinjal na začetku s tem, niti zdaj ne bom rekel, da se v celoti, te pa razumem. In mi je to všeč, ker vem, da izhajajo tvoje izkušnje iz let in let dela. Ne? In tega bi se tudi mogoče zdaj malo dotaknil. Rekel si copywriting, ne? Iz tega si štartil. Popolna postava, za njih si delal te funnele, za njih si delal kopije. E-maile, ja. E-maile, vse. In
Jaz vem, da to je nekaj, kar vidimo v Ameriki zelo pogosto, pri nas redko. Vsaj podjetja, s katerimi sem jaz delal, da bi imeli neki fanle, ful poštimane, pa to pač po moje 10%, če ne 5%. Takih, da so rekli, ja, ali so delali s tabo, ali pa so delali z nekom drugim, ki isto pač tako zadeva postavlja. Daj me malo pel v te čase. Prej si rekel, ko si začel delati copywriting. Kako si se tam znajdu? A ti je že takrat glava govorila, da je pač sam deli, pač pusti teorijo itd.? Vedno sem rad pisal. To je bila tako ena taka zadeva. Tako nikoli nisem vedel, kaj mi jaz v svojem lifeu počel, kaj me dejansko zanima, ampak tako pisanje je bila tako ena zadeva, ki me tako vedno nekako spremljala, pa me je bila res cool. Pa tudi, ko sem začel najprej s content marketingom na Kickstarter kampanjah, sem videl, da v bistvu ta part pisanja, to mi je bilo najbolj všeč. Meni v resnici, jaz nisem imel tako na začetku neke ful jasne slike tega, kako se dejansko učiti pisati, ne? Ampak sem bil ful lucky, da sem dobil priložnost, da me Matej Bešter povabil, da prišel delati na popolno postavo, pa da me je tudi ful usmerjal, pa mi je dal ogromno enih priložnosti skozi kursov, pa tudi ful enega znanja, ki mi ga je on direktno predal. In veliko tega dela, ki mi ga je dal delati, je bilo, ok, klej imaš en ful dober primer, da je to prepiš, preved, pa spiš na nov način, pa konstanten feedback, to ni bilo dobro, to še enkrat ne piše. Ne. In te repeticije so me v bistvu skozi cajt naredila boljšega copywriterja. In takrat se jaz nisem zavedal, da je v bistvu point to. Jaz sem takrat, kot čisto vsi ostali, konzumiral, bil sem na ne vem kolikih mailing listah, bral nasvete o pisanju, kurse spremljal, ne vem kaj. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, zadeva, ki je imela največji impact na moj life, je bila samo količina stvari, ki sem jih spisal. Ne. Sploh zaradi tega, ker sem na začetku, veliko večino stvari, ki sem jih pisal, so bile v bistvu samo rewriting obstoječih ful uspešnih kampanj. Ti, ki si toliko cajta izpostavljen dobri vsebini, se postopoma naučiš pisati od sama. Ne? In pa si gradiš nek tak najprej notranji swipe file, ne? Ker imaš v svoji glavi pa ideje, pa ki si jih povlekel ven, pa tako naprej. Ampak v končni fazi hočeš to tudi realizirati čisto fizično poločeno tega, ker pač enostavno preč kampanj, preč idej, preč stvari daš skozi in si moraš začeti stvari beležati. Kako si se pa reprogramiral, da si šel iz te potrebe po teoriji v to, da greš po defaultu direktno v implementacijo oziroma da si v eni točki začutil, ok, zdaj pa čas za spremembo, zdaj moram pa jaz več narediti. A se mogoče spomniš tega? Tako, ker če bi nekdo zdaj poslušal, ki se z podobnim izzivom ukvarja, torej veliko ve, ampak malo naredi. Kaj si ti naredil? Jaz sem, se pravim, po mojem si to vse skupaj začel pri meni v srednji šoli. Jaz sem takrat malo krizo identitete, pa tako vedel sem, da res nočem imeti life, kjer bom hejtel svoj job in vse to. Ne? In sem takrat začel pač ful konzumirati TED Talke. In sem na neki točki, tako 2 letih sem pogledal basically čisto vse TED Talke na TED.com. Vse. Ne? Pa jih je bilo takrat, ne vem, Jurija 200, zdaj jih je že dosti več. Fuck. Ja, pač vse sem gledal. Jaz sem na mest serij, sem jaz gledal TED Talke. In ful sem se dar počutil. Ful, za 15 minut, 20 minuten video, kad ko pobereš neke par zanimive ideje ven iz tega. To me ni premaknilo nikamor v življenju, v resnici. Pol na faksu sem se pol prijavil za volonterja na TEDx Ljubljani, da smo skupaj organizirali te evente. In ta skill poslušanja TED Talkov se je poznal tako, da sem jaz, pa Matej Golob takrat, on je bil tudi tak junkie, se ne vem, če še vedno tok, ampak on je tudi vse TED Talke basically pogledal. Da so bila edina tam noter, ker če je kdorkoli omenil, kjerkoli TED Talk, je en od naju vedel vso vsebino tega TED Talka, pa so se spomnila, ja, to je bil ta je povedal to je bilo zanimivo. Ne? Ampak tam se je pa zaključil. Sem zaradi tega ful boljš ocenjeval ali pa pomagal ljudem razvijati, pa ker smo imeli recimo speakerje, ki so prišli gor, a sem zaradi tega toliko boljše lahko feedback dajal na to. V bistvu ne. V bistvu ne. Sem se mogel naučiti za res aktivno poslušati, pa potem dajati feedback govorcem, ki so prišli. Tako da vso tisto konzumiranje pa poslušanje tako me v resnici ni nikamor premaknilo naprej. In jaz pač, ker nisem res vedel, kaj bi nekako počel v svojem lifeu, sem pa ful enega fokusa dal na volonterstvo. In tako je bilo ful nekega učenja, pa premikanje stvari, ampak a bi res rekel, da je to
me ful karierno premaknili? Ne, tako še vedno sem ful zadovoljen, sem šel skozi to, tako ful enih zanimivih ljudi sem spoznal zaradi tega. Bilo je the best, ne, pa tako neko zaposlitev, da nisem bil pač sam, ne vem, doma pa kadil travo ali pa nekaj neumnega, ne. In bi pa rekel sem, da me tako ni bilo zares nekega ful velikega measurable impacta na moje življenje, da sem konzumiral toliko veliko vsebine. Takrat sem se nekako začel zavedati, da mogoče pa ni point samo to, da se učiš, ampak je point, da dejansko nekaj narediš. In boš, da manj veš, pa več narediš, kakor da veliko veš, pa nič narediš. In a se mogoče spomniš tako neke stvari, ki si jo začel takrat delati, da si več naredil, pa se manj učil? Tako zavestno, da si... Tako na pamet pisanje, to je bila tista zadeva, ki me je pol premaknila. V bistvu, kako sem se tega lotil? Ful dobra fora v bistvu. Jaz sem takrat imel ful neko željo, da bi bil game designer, ne, da bi oblikoval špile. In sem si zaradi tega kupil eno knjigo od žene, od Johna Romerota, on je oče modernih videoiger, Doom, Wolfenstein 3, on je pionir 3D streljačine, ne? Okay. Res legenda in njegova žena, ista legenda Brenda Romero, ista legenda, kar se tiče oblikovanja iger, in ona je naredila učbenik za ustvarjanje iger, reče se Challenges for Game Designers. Ful dobra knjiga. Zadeva je v bistvu podobna učbeniku za matematiko. Jo odpreš, imaš tako odstavek ali pa 2 odstavka teorije, pa tako 50 vaj, ki greš tako implementirati. In jaz sem skozi ta cajt, sem delal te vaje konstantno in sem ful enih iger sestavil v tistem cajtu, pa bila pa en izziv, ki je bila v bistvu naredi namizno igro iz svoje najljubše videoigre, ki me je pol podala na celo pot to, da sva pol Žigatom naredila trackerja, ki je bila cela namizna igra, s katero so šla na Kickstarter, pa tudi uspela. Ne? In takrat je bil to zame ful velik preskok. Po moje, ta učbenik je to zame ful velik naredil, ker ni bilo veliko flafa, ni bilo samo učenje, ampak je bilo tako ful velik izzivov tam noter. In prek teh izzivov sem naredil svoj prvi produkt, ga launchal na Kickstarterju, to je bil tak, se je neki učenja, zato da sestaviš Kickstarter kampanjo, ampak zelo veliko je pa implementacija, ker se stvari ne premaknejo. In ta proces je po moje tisto, ki mi je res tako ingrainil v mojo glavo, treba je pač delati, ne. Ni samo to, da se moraš nekaj naučiti, če to znanje pa ne implementiraš, ne priješ nikamor. In to v bistvu ful veliko elbow grisa na pol parpalal do tega, da so najprej ful stestirali ta špil, tako jaz smo 200 plus playtestov s ful veliko različnih ljudi, ki to organizirati, pa rihtati, pa pol spremljati spremembe, pa implementirati balance v igri, pa tako naprej. To je bilo ful veliko dela in pol prek tega in pol ful veliko dela vloženega v to, da sva Kickstarter kampanjo naredila, pa da so pol tudi na koncu lih za las presegla cilj. Hudo. Vmes mi je ena beseda skakala v glavo, prokrastinacija. Veliko ljudi mi reče ali pa ima občutek, da prokrastinira tako, dosti cajta. Daj mi povej, kako ti to besedo slišiš, kako jo razumeš, se pravi prokrastinacija, če se pogovarjajo o tem. Meni je to najboljša zadeva na tem planetu. Jaz si tako zase si mislim, da sem ful lazy smart, čeprav bi mogoče dobil podarek na lazy, kot na smart. In ful bi rad si oblikoval life, ker ne nam nič delati. O temu veliko delam, zato sem pa tudi 2 leti nazaj šaltal na 6-urni delovni teden. Sicer sem pa odkril, da je to tudi malo dolgočasno, pa da sem vseeno malo deloholik, pa da mi je dejansko fajn graditi stvari. Ampak tako, deep down je meni to najboljša zadeva, ki bi lahko počel v svojem življenju. S tem, da moja oblika prokrastinacije danes je art, ustvarjanje, tako zmeri sem ful rad nekaj ustvarjal. In se mi zdi, da je ful dobro, da ljudje tako pri sebi poiščemo nek produktiven način, kako lahko prokrastiniraš. Ker... Samo je pol to še prokrastinacija? Ja, sigurno, ja. Po moje, da ja. Stari. Se pravi, edino, kar ni prokrastinacija, je, da delaš na kaj na biznisu. Delaš, ja, ni nujno na biznisu, lahko je to družina, ne, ali pa trening. Ali pa trening, ali pa tako take stvari. Ampak tudi trening je po moje, da oblika prokrastinacije lahko. Po moje lahko basically karkoli oblika prokrastinacije, ne. Ker sploh, če je to nek metoda, da se izogneš stvarem, ki bi jo zares mogel početi, ne, pa bi jaz temu rekel prokrastinacija. Okay. Za vas ljudi je to, ne vem, delo, ne, so v službi, imajo pa doma partnerja, ki bi mogli ful enih stvari razrešiti z njimi, pa so
pa raje v pisarni do ne vem kjere ure, ne? Ali pa se z otroci noče ukvarjati, ali pa tako naprej. Dej še enkrat to reči, se pravi, si rekel, kaj je metoda? Metoda... A to ti je tako dobro ratal, stari. Se pravi, metoda, da se izogibaš temu, kar bi zares mogel početi, tako mislim, da si rekel. Ja. Ampak v bistvu pol je prokrastinacija tista, ki nas dela človeške. Siguren, ja. To je najbolj človeški feeling ever, ja. Stari, če bi delal samo une stvari, ki jih moraš početi, pa si robota, ne? Pa si robot, ja. Haha, dio. Pa si umetna inteligenca. Seveda, da te mora to vprašati, vidiš, hudo. Ja, ful, ne, amazing je to. In jaz mislim, da prokrastinacija sama po sebi ni slaba. Tako. Vprašanje je temu, koliko velike obveznosti zanemarjaš zaradi stvari, ki jih počneš. Ok. Ja, se strinjam, ja. Mislim, pa tudi kaj so tvoje prioritete v lifeu. Tako za enega, veš, bo zanemarjanje sebe kot svojega well-beinga manjšega pomena v teoriji, kot zanemarjanje službe. Ne? Sigurno, ja. In zdaj za njega je večja prokrastinacija to, da gre delati na sebi, pa ne dela v službe. Za enega bo pa večja prokrastinacija to, da gre, ne vem, brati neke maile ali pa pisati neke maile, pa ne gre na trening zaradi tega. Ja, nekdo bo hodil v fitness konstantno, pa ne bo premikal ostalih stvari v svojem življenju, ker so mu ful pomembne. Ne? Zdaj, ja, je ful prida, ful efforta to vzame, da se pač, ne vem, zbudiš, greš zjutraj v fitness, pa ne vem, ful športaš, pa tako naprej. Ne? Ampak to ne pomeni, da je to pa zdaj neko produktivno zapravljanje cajta. A si se kdaj na svoji poti, mogoče kle zdaj prihajava do tega, kar si rekel, Kickstarter kampanja, Stalonč ali pa to. A si se kdaj na tej poti spogledoval z kakšno izgorelostjo ali pa s tem toxic hustlingom, da si pač hotel sam delati in da je bilo to tako 14-15 ur in... Bi rekel, da večina mojega življenja. Ja, to zmeri, tako ful se mi je bilo zmeri v easy zatopliti v delo. Tako sva, ne vem, s punco šla na morje, jaz sem imel laptop tam, pa več sajta bil na laptopu, kot na morju. Fuck, ja. Tako da bi rekel, da sem ful velik tega dal skozi v svojem življenju. Še vedno po mojem, da to dela. Ja. Ampak tudi ful uživam v temu. Ne? In zato vse pravim, tudi delo je po mojem, da lahko oblika prokrastinacije. Sploh če zanemarjaš stvari, ki so tudi ful pomembne, pa neke obveznosti, ki jih pač enostavno moraš premakniti naprej. In kdaj v življenju si začutil, da način dela, ki ga mogoče delaš, je treba mogoče malo spremeniti ali pa ozavestiti neke druge zadeve? A se mogoče spomniš? Ja, to je bilo po moje, da po Vitapurju. Ok. Da malo o tem obdobju povej. Več. Ja, pač... Backstory. Skozi sem freelancer. Day one, kar sem bil zaposlen, sem freelancer. Day one, ko sem dobil job na popolni postavi, sem freelancer. In sem imel redno službo in pa sem freelancer zraven. In to je veliko. To je ful veliko. Ja. Že freelancing sam po sebi je lahko ful zahtevna zadeva, ki ti požre ful veliko cajta. Delo je sam po sebi ful zahtevno, ful veliko cajta pobere. In tudi mentalne energije, ne samo cajta. Ne? In jaz sem to počel, se pravim, zadnjih 7 let konstantno. Ja. Pa na neki točki Teja mi je ful pomagala tle, ki me je upozarjala na to, koliko pretiravam, koliko se njej nisem posvetil, koliko bi lahko več stvari skupaj počela, pa več cajta skupaj preživela. In je bilo to zmeri tako, ona je bila zmeri counterbalance za moj deloholizem. Čudovito, res. Pa rekel temu deloholizem. Ja, absolutno, pa da je ostala cel ta cajt z mano, ker verjetno marsikera bi že zdavni rekla, spoki se. In pol je prišel Vitapur, tam sem tako čutil neko novo priložnost, da bom končno delal malo s folkom, ker sem bil ful sam, ker sem pač ful veliko freelancer sam, pa sem rekel, ok, pa mogoče pa ekipa, pa tako naprej. Ne? Nekako v bistvu bi rekel, da z tega sem pogruntil, ker sem tudi spet naprej začel freelancati, pa konsultati, pa tako naprej. Sem odkril, da pač meni kakršnakoli oblika joba, tako naprej, to pač meni res ne sede. In mi je ful hudo, če lahko si oblikujem življenje tako, da imam neki cajta namenam delu, pa temu, da pač dobim plačo, da imam za stroške, da imam za vse ostale stvari poskrbljeno, pa da lahko maksimalno veliko cajta posvetim svojim hobijem. In hobiji so zame v bistvu, mogoče oblika prokrastinacije, hkrati pa zadeva, ki me najbolj osrečuje. Passion, bi rekel passion. Ja. By far. Okay. Tako da jaz v bistvu skozi iščem neke načine, kako lahko v svojem življenju maksimiziram
količino ur, ki preživim na svojih hobijih. Hudo, se pravi, dejansko si zavestno ločil. To smo se enkrat že pogovarjali od Rick Rubina, ki je rekel, da ne rabta biti se pravi poslanstvo oziroma passion pa služba ena in ista zadeva. Ne. Da je to mal mit, da oni, ki so najbolj srečni, so kreknili to, da delajo tisto, kar jih najbolj veseli. Ne? Ja, sigurno. Dejansko on je rekel, ne, tvoja služba je zato, da zaslužiš cash, da lahko živiš, da lahko si svoboden, zraven pa pol delaš to, kar te dejansko res veseli. Ni pa nujno, da okoli tega tudi biznis zgradiš. Ja, sigurno. Ja. S tem se ful strinjam. Tako, mislim, da se preveč govori o tem, da mora pač job, pa to rata tvoj passion, pa moraš odkriti neko ljubezen o tem. Ker to, po mojem, da tudi prihaja iz nekega napačnega prepričanja, da te bo to samo od sebe pol motiviralo, da premikaš stvari naprej, medtem ko motivacija je po mojem mnenju totalen bullshit, obstaja samo prisila. Ti imaš neke mehanizme v svojem življenju razviti, ki te bodo silali. Zato, ker prokrastinacija je najbolj človeška zadeva ever. To je najbolj normalna stvar ever. Ni slaba stvar. Pomembno je pa, da imamo nek balance, pa da sami sebe pušamo naprej. A pa takrat, ko ne moramo sami sebe, je glih zato, to se tudi pogovarjala, je ful pomembno, da imamo nek accountability drugim ljudem, ki nas lahko potiskajo naprej. In da drugmu nudimo neko to podporo, pa prisilo tudi hkrati, zato da dejansko obdržimo fokus, pa delamo na stvarih, ki so ful zahtevne. Ja, pa ki niso toliko fun. Ja. In niso sploh to vedno neki ljudje, ki so mentori ali pa karkoli. Ne rabijo biti mentori. Lahko je žena, lahko je punca, lahko je friend, lahko je sodelavc. Ja. Ampak istočasno je treba se pa soočiti pol z neko resnico. Biti iskren do sebe, da mogoče rabaš na nekih točkah pomoč. Pa ne misliti konstantno, jaz bom že sam, vse itd. Mislim, da ful preveč delamo stvari sami. Tako, ja. Ful enostavno je lažji, ko delaš stvari z ljudmi. Ja. Isto pri motiviranju oziroma pušanju samega sebe je ful lažje, če imaš nekoga, ki ti pomaga pušati sebe čez te meje. Zato imajo vsi top športniki trenerje. Noben top športnik ne trenira sam. Pa kuharje, pa ne vem koga. Še bolj zaradi cajta, ampak... ampak tako, ti imaš najboljšega športnika na svetu, ki ima trenerja. Kako lahko nekdo trenira nekoga, ki je najboljši na svetu? Tako, sliši se absurdno, tako, če pogledaš to face value, ampak it makes total sense. Ja, pri motivaciji prej si rekel, ne bullshit pa to. Jaz se strinjam, da zunanja motivacija nima smisla. Je spet nek dopamin efekt. Medtem ko notranja motivacija se mi zdi pa, da je tista, ki pomaga človeku. Ker zdaj mi dva tukaj s polno ritjo srd je lahko pravijo. Mi dva tukaj gledamo mogoče z neke drugačne perspektive kot nekdo, ki je lihkar, izgubil nogo. In da bo on šel zdaj naprej v življenju, rab motivacijo. Rab videti to, da ima še nekaj za dosežeti, da se mu splača pač premakniti naprej v življenju. Tako da jaz mislim, da taki ljudje jo najdejo potem nek globok v sebi. Sploh taki, ki imajo, mogoče kakšno situacijo, kjer je bilo težko, zelo težko, da se iz tega lahko pol ven premaknejo. Medtem, ko ta zunanja motivacija, motivacijski govori, ok, te napali, ampak spet sva v teoriji, spet je občutek, da boš nekaj naredil. Ampak pa je treba tudi nekaj narediti. Jaz se počutim tako lucky v svojem življenju, tako srečen, da mi ni bilo zaenkrat treba nobene take res težke stvari dati skozi, kar si zdaj omenil. Ja. In jaz imam toliko respekta do ljudi, ki grejo skozi neke težke stvari, ali mentalne, ali telesne, ali kakorkoli, pa jih uspejo premagati, pa se spraviti na naslednjo točko, mentalno ali pa whatever, tudi fizično. Ful mi je težko govoriti za njih. Ja, zato, ker absolutno se počutim tako ful privilegiran, dovolj sveta sem prepotoval, da vem, da že samo življenje v Sloveniji je izjemno privilegirano. Stopaš plunek čez Evropo, je svet čist drugačen. In tudi tle smo v resnici vsi na nek način ful privilegirani, sploh napram tega, kako živi 80-90% sveta. Ja, kaj si videl, kaj je tažga? Kar ti tako šokiralo? Pač vse stvari, ki si jih lahko predstavljaš, tako čiste bede pa reve po Afriki do enega nasilja, ful je težko dejansko opisati te stvari človeku, ki ni nikoli, šel potovati po Afriki. Tam je pač
ne vem, vsaka vas ima svoje HIV centre. Ker je pač to toliko pogosto, da basically ogromen del populacije po določenih predeljih ima pač AIDS. To je za njih del življenja, nekaj totalno normalnega, medtem ko pri nas, mislim, da je celo Slovenija, sem zadnjič bral neko raziskavo, da imamo tako skoraj nič, da je zelo malo novih okužb tukaj pri nas. Že samo to, naše okolje nam da tako prednost pred tak zagon, toliko novih priložnosti, ki se jih v resnici sploh ne zavedamo. Ja, tukaj se predvsem pogovarjamo o tem, da moraš biti motiviran za to, da premikaš stvari naprej. Ja. Po velikih delih sveta motivacija ni dosti. Tvoje okolje te toliko zavira, da pač enostavno ti ne pomaga. Si lahko najbolj motiviran na svetu, pa ne boš uspel se prebiti skozi let. Enega gosta sem imel tukaj, ki je zdaj trenutno snema z Francis Ngannoujem spet, ki se bo boksil proti Tyson Furyju. Francis Ngannou je MMA borc iz Senegala. In on je pobegnil iz rudnika pri 17 letih v Evropo peš. In če se mi da pogovarja tukaj o okolju, pa neki motivaciji, da boš nekaj naredil, je to čist drugače, kot če se mi da pogovarjava o, ne vem, Franciju iz Slovenije, ki mu je žlet uničil trte in se je potem pobral, štekaš. Tako da ful mi je všeč, da si rekel, da si ozavestil eno tematiko, ki mislim, da se tudi ne govori dosti o njej, hvaležnost za našo državo, za to, da so pač ljudje pred nami, naši predniki nam izborili svobodo, da pač mi tukaj dejansko lahko zdaj se ukvarjamo s problemi tretjega sveta, oziroma first world problems. Jaz mislim, da imamo veliko stvari, za kjer moramo biti hvaležni. Zelo veliko in mislim, da pač se o tem ful premalo govori. Ker tudi na tvoji poti verjeten, zdaj, ko pogledaš nazaj, si imel tako občutek, joj, pa dej, pa še to, pa konstantno so bili neka pritoževanja v igri itd. Ampak ena izmed najboljših stvari, ki sem jaz zase naredil v življenju, evo te implementacijo, je bila, da sem se nehal pritoževati tudi sebi. Oziroma na začetku je to izgledalo tako, da sem se samo opazil, ko se pritožujem in sem pač nehal. Ker ne korist. Ni nobenega pozitivnega efekta, če se ti pritožuješ. Ali nekomu drugmu, ali pa sam sebi. Zato, ker pritoževanje nikoli ni povezano z actionom, torej da nekaj narediš. V trenutku, ko se nehaš pritoževati, lahko nekaj narediš. Nisem do tega. Zanimivo. Ta je bila taka, ta je zelo stoična, drugač. To je, mislim, da je Sokrates rekel, ali kdo. Je rekel, don't ever hear yourself complaining, not even to yourself. In stoiki so zelo taki. Resnica je ena, pa da je vse od sebe in pač ni, ti lahko vsem lažeš, vse ne moreš. In je tak self-accountability manever, ki sem ga zdaj lepo pač lahko povedal, ki mi je res pomagal. Tako da če kdo ima občutek, da se veliko pritožuje, ki tole posluša, nehite, prosim. Pa poglejte, kako se vam live spremeni. Jaz se drugačko se strinjam s tem, bi dal pa mogoče samo en caveat. Hedonizem tudi ni slaba stvar. In jaz mislim, da pač vse je na koncu, mislim, da ste se o tem primeru pogovarjali, pa to sem prebral, po moje, da naredi to, ne vem, kje je tako. Kdaj si nazadnje pomislil na angleško kraljico? Ki je umrla. Ne? Tako, a si prej aktivno razmišljal o njej? Niti enkrat. Pa bi lahko rekel, da je imela precej remarkable življenje. Pa njena izkušnja, ok, v redu. Bila kar remarkable, kar je dosegla, kot se je živela, kaj vse se je spremenilo pod njo. Ne, to je res, Koga vse je spoznala. Umrla je. Že v tem life nima veze, koliko boš znan, koliko followerjev boš imel. To vse bo pač basically zginil z dnevom, ko boš umrl, ali pa mogoče, če si laki, bo kakšen mesec ali pa dva še kdo malo razmišlja o tebi. Generalno gledano je to dan. Kaj ti ostane? Delamo vse kot roboti, ampak da pač tudi uživamo v tem cajtu, ki smo tle. Wow, mrlince sem dobil. Zato bi se tega malo bolj dotaknil. Ker na Twitterju sem si dal opis v konstantni borbi med hedonistom pa stoikom v meni. Hudo je. In je res, ker sta dva nekako pola, ki nas sestavljata. In življenje brez hedonizma,
stojki bojo rekli, to je pravo življenje. Jaz bom rekel, ni zame. Preveč rad imam dober vinček, ki ga probam sred brd, pa ga povoham, pa ga okusam, pa zraven serček, pa ne gledam kalorije. Pa dobri prijatelji. Ja, pa smeh, pa humor. Ja. Tudi če je kdaj malo bolj črn. Ja. Vse good. Pa igra. Igra. Ta otrok v nas, ne? Ta otrok v nas je hedonist, oziroma ne rab discipline, rab izkusiti to lepoto življenja. Ne? Radovednost. Ja. In tako, kot si prej rekel, okolje, ki ga imamo, fakt stari. Prav spomnil si me, koliko smo lahko srečni, da tukaj živimo. Ja. Ker jaz tudi, ko sem šel recimo na Filipine, to je bilo moje prvo potovanje izven Evrope, sva šla zdaj, mislim, z Ano. In ko sem jaz prišel tja, ko sem stopil ven z letala, pa šel pač po ulici, oziroma ko sem se s taksijem pelala do hotela, sem bil tako, ok, what the fuck je to, ne? Tako ljudje tukaj živijo. Koliko je teh ljudi v enem mestu? Sem vprašal ga. V Manili mislim, da 11 milijonov ljudi živi. 11 milijonov ljudi na, ne vem, kvadraturi celotne Ljubljane, občine, Notranjske Slovenije ali koliko nekaj tazga. A se ti zdaj baš? Ja. Mislim, da ne vem, koliko prebivalcev na 1 kvadraten meter. In jaz, ker sem to videl, pa pol potoval tudi po Filipinih, mi smo backpackali, na 4 otokih sva bila. No, to, ki mi je bilo ful čudovito, ampak ko sva prišla pa v mesto, pa katastrofa. Smog, pse so sušili na isti stojenci, ki sadje prodajali, posod motori, avti, folk hodu, bolano je vse zgledala, veš. In ko sem prišel nazaj v Slovenijo, sem se vozil iz zagrebškega letališča proti Ljubljani. Jaz sem sam čez okno gledal in sem bil tih. In sem bil samo tako, wow, prostor, zelenje, kisik stari. Kje smo mi, kje živimo, tako da, ja. Ja, jaz sem imel podobno izkušnjo zdaj na zadnje v Džakarti. Sem šel na en wet market. Čistko, v Džakarti ni turistov. Kaj je to wet market? Skratka, živali prodajo. Aha, okay. Eno drugo, pa dobro še vse ostale stvari zraven. In sem se šel, tam basically ni turistov, tako ne vem, otroci so hodili do mene, pa se slikali z mano, pa folk me random ostavljal, pa tako naprej, pa si misliš, ok, Indonezija, ne, ampak dejansko vsi letijo na Bali, po Indoneziji se zelo malo šeta okoli. In sem se šetil tam, meni je bilo dobesedno, pa ne hecam se, na bruhanje mi šlo tako, ker te vonjave tam so tako intenzivne, da adijo pamet. To je folkov everyday life, to je njim normalno in pač sprejmejo to. Ne? In to je full testament tega, koliko so naši možgani dejansko prilagodljivi in koliko se lahko navadimo na basically karkoli. Sprejmemo to in zato je pol tudi full pomembno, da probamo biti malo pozorni na to, kaj nam normalno, pa kaj mogoče dejansko realno stanje na svetu. Kaj pa to dejstvo, da če si ti konstantno v trenutku, te nima biti česa strah, oziroma strah težko obstaja. Kaj bi si mislil o tej trditvi? Jaz mislim, da ljudje rabimo v spektr čustev. Ja. Ne moramo se izogibati temu, tako prelslej te bo pač nekam zapeljalo v to, da boš občutil vse možen spektr čustev. Ja. In jaz mislim, da je to ful pomemben. Tako. Mislim, da čustva so vse toliko človeška stvar in toliko pomembna stvar, da pač moramo na nek način podoživljati ali pa občutiti vse te stvari. Kljub temu, strah ni slaba stvar. Ne? Jeza tudi ni slaba stvar. Ne? Žalost ni slaba stvar. Vse to so samo pač občutki in te občutke je treba pač na tak ali pa drugačen način. Če hočeš imeti nek pestro življenje, ne? Moraš doživljati na rednem. Ja, velikrat se te občutke tako malo negativno konotacijo imajo oziroma se jih izogibamo, ne? Medtem, zdaj mislim, da se kolektivno dosto o tem govori in ne vem, pa sem sam jaz v takih družbah, da so vsi občutki nekako enakovredni, da ni noben boljši od drugega, ne? Da edina stvar, ki te občutke dela karkoli drugačne, je naša percepcija, je naša zgodbica, ki si jo okoli tega občutka ustvarimo. Odzivi, ne? Na njih. Ja. Odzivi, ja. In sem zanj slišal eno dobro stvar na podcastu. Okay. In sicer, da ne me videti, prosim, da v bistvu edini način, da travmo razrešiš, je, da spremeniš svojo zgodbico o tej travmi, a ne? In da v bistvu ne trpiš zaradi dogodka, ampak kako si ti ta dogodek
zapomnil, kakšna je bila tvoja percepcija oziroma perspektiva na ta dogodek. Okay. In da v trenutku, ko ti percepcijo zamenjaš, da se ti je v bistvu to zgodilo in da je to samo dobro zate, pa lahko tukaj tudi v ekstremih govoriva, da takrat ti travmo razbiješ in da šele takrat lahko res konkretno spustiš. Pri meni je bilo to recimo smrt očeta. Jaz, ker sem dojel, da, pa je pismo res bilo pol, ker sem razmišljal, ker sem dojel, da sem bil v tistem trenutku zraven, da se je zgodilo to zato, da sem odkril eno večjo moč v sebi, da se je pač to moglo zgoditi, da ne bom šel jaz po isti poti. Sem imel tak občutek, da pač se mi nič hudega sploh ni zgodilo, ampak da se je zgodilo točno to, kar se je moglo. Pa bi mogoče dal tebi zdaj žogco, da se še ti malo poigraš s to tematiko. Jaz res nisem, moram potrkati po lesu, ful sem happy, ker nisem imel zares nekih velikih travm v svojem življenju, takšnih ali pa drugačnih. In mi je ful, se bojim govoriti o tem, ker nočem nobenemu soliti pamet, ker vem, da so izkušnje določenih ljudi tako grozne ali pa tako težke, da jih pač jaz enostavno ne morem razumeti, da jih kdorkoli drug ne more razumeti, kot oni sami. Tako da bi ful ne bi posploševal tega, kako se tega rešiti, pa tudi iskreno nisem ekspert za to. Ampak si ful eno lepo stvar rekel zdajle, ker si pač povedal resnico, ne? Omenil si, da te je strah tega. Ja, sigurno, ja. Nima te biti česa strah. Ne, pač v smislu, strah me je govoriti, pa sploh v nekem javnem mediju, kar to je, pa dajati nasvete brez tega, da se res zavedam tega, kaj to za nekoga pomeni. Meni je ful pomemben, tako se mi zdi, da vedno sem bil ful empatičen in mi je ful pomemben, da pustim prostor za občutke drugih ljudi, pa da sami poiščejo nek način, kako se z njimi spopadati. Jaz sem happy zase, in ful sem vesel jaz, da sem konsistentno ful srečen. Ne morem pa tako, ne bi si pa upal, tako z nekim, sploh z moje privilegirane situacije, kar se tiče mogoče mojega mentalnega stanja, ker mislim, da je tako res tako generalno ful dobro. Mi je ful težko potem iz te pozicije privilegija drugim dajati nasvete o tem, kako bi oni mogli reševati svoje probleme. Lepo je, pač pot, ki si jo prehodil, odkoli te poti boš dal nasvete. S Tomijom smo imeli, je rekel, da najboljši nasvet, ki ga je slišal, je bil ne sprejemati nasveta od nobenega, ki ne bi obul tvojih čevljev. Niti od mene. To mi je rekel Toni Majhen, ne vem, če poznaš njega. O njemu sem že kar veliko slišal tudi. Kar sem hotel reči, je tudi to, da veliko bolj trpimo v nekem namišljenem svetu, kaj bo takrat, kot pa, ko se to dejansko zgodi. Ker ko se dejansko zgodi, imaš kontrolo. Ko ti v tem razmišljaš, kontrole nimaš. In nočem zdaj reči, jaz mislim, da so situacije tudi v življenju, kjer pač enostavno nimaš kontrole, pa se ti nekaj groznega dogaja. Palestina, recimo. Siguren so nedolžni ljudje tudi na tisti strani. Pa še ena tema, kjer je mogoče se mi zdi, največji zločin tle se mi zdi to, da je toliko težko sploh govoriti o tej temi, pa da reči, da so nedolžni ljudje na obeh straneh, pa da je to somehow kontroverzno, ampak mislim, da lahko vsi povlečemo črto, pa rečemo, da nek 3-leten otrok, ki živi v Palestini, ni nič kriv, in ne more ničesar narediti, se jim objektivno dogaja krivica. Kaj to pomeni? Pač nimajo kontrole na tem, pa je to neka situacija, ki se ji ne morejo enostavno izogniti. Tukaj mislim, da je tako ful je težko generalizirati za take stvari, ker pač je presenetljivo veliko trpljenja, za katerega pač ljudje nimajo opcije se mu izogniti ali pa kontrole nad njim. Ali pa recimo na drugi strani depresija. Sej ful je izreči, pa dej, ne vem, začni hoditi v fitness, pa začni, ne vem, to delati, kar bo ful ti pomagal, pa tako naprej. Ampak enkrat se moramo tudi zavedati, da pač kdaj se pa zgodi, da so možgani pač enostavno tako zvezani, da pač ne vpliva nič na to, in da je situacija ful težka za določene ljudi. In nimajo zares kontrole na tem, kako se počutijo. In tukaj mislim, da bolj pridemo v ta segment, kjer mi je mene, mogoče strah govoriti o tem, ker pač v bistvu nimam kaj sploh zapovedati tukaj.
nisem strokovnjak, nisem tega nikoli doživel, ne razumem zares te stvari in pol ne bi delil na svetu ali pa sedel pametnega o stvarih, o katerih nimam pojma. Ja, a se ti zdi, da se preveč ljudi ukvarja s tematikami, kjer nimajo pojma oziroma so prebrali nekaj ali pa nekaj slišali in da to pol naprej delijo, kada je to na njihovem zelniku zrastalo? Ja, jaz mislim, da je tako, živimo v svetu, kjer je ful porast anti-ekspertov. Ja. Ne? In tega bo zmeri več. Jaz imam tako par kontroverznih mislih, zaradi katerih sem jih že dobil po prstih, ampak generalno gledano jaz mislim, da ne bi smel imeti vsak pravico oglaševati. Jaz mislim, da bi mogla biti neka licenca tukaj v zadnji za tem, da ti lahko zakupiš medijski prostor. Jaz mislim, da to je totalno neodgovorno strani držav, da dopuščajo, da lahko nekdo, kdorkoli se odloči, pa ima 1000 evrov na računu, basically pokaže v glas celi Sloveniji. Meni se to pač ne zdi sprejemljivo. Ne? In jaz mislim, da je veliko enih takih drugih področij in tudi pač, zdaj sem se usedel na oglaševanje, ampak tudi imeti 1 milijon followerjev na TikToku je isto velika odgovornost, ki mislim, da ne bi smela pripadati čisto vsakemu posamezniku. S tem, da se klepal dotakneva, ne, in to je pa vsakič kontraargument, free speech, freedom of speech in tako naprej. In razumem, zakaj pač je svet tako postavljen in pač enostavno ni praktično ali pa mogoče še nismo najbolj dobrega načina, kako bi polisali free speech. Ne? Ampak jaz sigurno mislim, da bi mogle biti neke omejitve. Recimo, pač mislim si, da politiki ne bi smeli lagati. Tako. Pač absolutno si to mislim. Pač si mislim. Ampak a to pomeni, da vem, da obstaja nek dober način kontroliranja tega? Ne, mislim, da absolutno ne obstaja noben dober način. Vsaj jaz nisem še slišal pa odkril. Ampak mislim, da bi bil svet veliko lepši, če bi odkrili neke mehanizme, s katerimi bi lahko te stvari preprečevali. Ja. Ker smo lih pri takih mehanizmih pa drugačnih. AI, ne? Se pravi, umetna inteligenca. Vem, da si ti tudi v bistvu zdaj pred kratkim en produkt launchil, ki ljudem pomaga, da optimizirajo e-maile? Imamo par rešitev, ampak v bistvu naš glaven špil je to, da avtomatiziramo procese. Skratka, naš full fokus ni na pomoči, naš fokus je na zamenjavi delovnega mesta. Ja. Ne, tako da to je po mojem, da prej neka zadeva, ki full pomaga lastnikom podjetij, pa kapitalu, ne pa končnim ljudem. In tudi pri določenih naših strankah se zdaj že pogovarjajo o odpuščanju zaradi tega, ker pač bodo implementirali zadevo, ki bo nadomestila ljudi oziroma določena delovna mesta. Jaz mislim, da je ful veliko delovnih mest tako ful ogroženih zaradi tega. In se ful premalo pogovarjamo o tem. In tako na pamet bi rekel, tak customer care pa to, ne. Pol računovodstvo, to nobenega še nisem slišal omenjati tega, ampak jaz mislim, da računovodstvo bo v naslednjih parih letih imelo ful velike probleme zaradi tega, ker ni veliko stvari, ki jih počnejo, ki jih ne more AI popolnoma zautomatizirati na boljši ravni, ne, hitrej, cenej. Pa tudi, sploh, mi da se veliko delala v marketingu, pa verjamem, da tudi veliko folka, ki to posluša, dela v marketingu. Jaz mislim, da se bo marketing konkretno spremenil in da bo tekstopisje, to bo malo zginilo. Tudi oglaševanje so po moje, da se Facebook pa lepo premika, zmeri lažje. Jaz mislim, da ko kreknemo še, oziroma ko se krekne še ustvarjanje kreativ, pa pol mogoče tudi video kreativ. Vse ima že Midjourney pa te zadeve. Jaz mislim, da ta tehnologija še ni tam, pa lahko se tudi pogovorijo o tem, zakaj ne, če je bilo to zanimivo, ampak jaz mislim, da še ni tam, ampak ko bo še to prišlo, jaz mislim, da recimo stvari, kot se planiranje kampanj, pa vse to naprej, to se že zdaj da popolnoma zautomatizirati. Skratka, kar naenkrat zgubimo veliko ljudi, od ljudi, ki ustvarjajo kreative, do ljudi, ki pišejo, do ljudi, ki organizirajo stvari, projektne vodje, pa tako naprej. Jaz mislim, da vse to lahko odrežeš pol, pa zamenjaš z umetno inteligenco. In ni to toliko daleč, ne? Projektno vodenje, jaz mislim, da že zdaj ti točki lahko zamenjaš. Ful se bo spremenil naš svet zaradi tega. Ful. In jaz mislim, da bo ful težko, ful velikim ljudem, ful dolg cajta, preden bomo mogoče pogruntali neke mehanizme, čisto kot družba, kako lahko vse preživimo, pa živimo, pa trajvamo v svetu, kjer v resnici ne bomo imeli več dela. In to je svet, kjer ga se kar hitro premikamo. Ja. Prej si omenil, tega bi se dotaknil, ker si rekel, da
ste razvili produkt, ki je v bistvu zelo dober za direktorje firm, tudi verjetno za vas, ker od tega lahko nekaj denarja ven dobite. Ampak pol je pa ta element, da zdaj zaradi tega produkta bo mogoče kdo izgubil službo. Kako si se počutil, ko si na to pomislil? Jaz sem bil tako cel cajt tega projekta, sem bil tako ful navdušen, ful nahajpan. Pa sem pa pač govoril tam z enim zaposlenim, pa mi je tako povedal čisto 1 na 1, rekel, veš, imamo klej klip o 10, pa se zdaj tako od zgori pogovarjajo, da bodo pač vse odpustili zaradi tega. To me je tako, ful me je prizemljil, ne? In sem bil, ful sem bil šokiran, pa sem govoril s Tilom pa z Jakatom. Vse nekako v ozadju smo vedeli, da bo to posledica stvari, ki jih gradimo. In mislim, da nismo edini, ki to delamo, da bo tega zmeri več. In mislim, da s tem, ko bo tega zmeri več, bo to zmeri hitreje šlo in bomo vsi tako začeli na veliko zgubljati službe. Ja. Mislim, da to je zdaj začetek. Mislim, da GPT je bil v bistvu ta prvi korak, ki je pokazal, da je to mogoče. Zdaj smo novembra, bo šele 1 leto, odkar je ChatGPT v zunaj. Ja. Tako da ful grejo hitro stvari. Kaj se bo zgodilo v naslednjih 10 letih, jaz mislim, da lahko kdorkoli pač proba ugibati, pa ne bo zares zadev. Ja. Ampak jaz mislim, da definitivno se premikamo v svet, kjer pač ne bo več stvari za delati. In klej fulkrat slišim ta pač kontraargument, ne, to je nova tehnologija, vsaka nova tehnologija, nova delovna mesta, pa to, ne. Pa to je bilo res do zdaj, ampak narava umetne inteligence je to, da zamenja človeka, ne da mu ustvari več priložnosti ali pa da ga samo opolnomoči. Narava umetna inteligenca je, da dela namesto tebe, ker ne rab tebe. Ne. In ja, tu pri internetu je to res, ja, neke službe so šle, pa toliko več jih je prišlo. Ampak ko pa ti razvijaš sistem, ki dela namesto ljudi, ne, tukaj pa pridemo do drugačne situacije. Ja, neka nova delovna mesta bodo in jaz mislim, da ta delovna mesta bodo predvsem treniranje modelov za neko specifično opravilo, ne, pa potem tudi mogoče menedžiranje tega sistema, ampak ta sistem bo več ljudi nadomestil, kot bo službo stvaril. Ja. Kar pomeni, da ja, neke službe bodo ostale, sploh fizične, to itak mislim, da zelo težko boš vodovodarja zamenil z umetno inteligenco, Ja. ampak kar se tiče pa dela z računalnikom, pa jaz mislim, da v večini primerov lahko to zamenjaš. Sploh recimo zdaj ta trenutek stvari, ki so ful ponavljajoče se, skratka nekaj, kar rabiš, Kar je predictable, ne? človeških, ne čist predictable, ker ti lahko v bistvu, če ti lahko narišeš neko funkcijo, po kateri vzameš neke podatke, pa s temi podatki narediš nek odgovor, pa lahko rešiš to z AI-om. Vprašanje je, se to splača? Ne? In če imaš nek delovni proces, ki vzame, ne vem, 3, 4, 5 človeških ur na mesec, verjetno tega ne boš šel delati, ker je pač relativno drago zaenkrat, če to. Medtem, če imaš pa neko drugo zadevo, ki ti vzame, ne vem, 400, 500, 600 tisoč človeških ur na mesec, si pa kar enkrat, mogoče pa to dobra investicija, pa lahko v bistvu kar enkrat veliko skupino ljudi zamenjaš z nekim sistemom. Ne? Tako da ostalo bo to. Tako, po mojem bo prvi korak to, da se bo pač manjšal. Jaz mislim, da se ne bo sicer manjšal ta delovni čas, še vedno bo delal 8 ur, samo že zdaj bi rekel, da bi marsikdo, ki v službi lahko potihoma priznal, da ne dela vseh 8 ur, ne? Ok, 1 ura je tak malca, ne? Pa je 7 ur, pa od unih 7 ur mogoče za res produktivno dela 4 ali pa 3, ostale 3 pa malo razvleče. Jaz mislim, da bo pač, kar se bo zgodilo v naslednji fazi, je to, da bo to kaj drugih stvari zautomatiziranih, še vedno bomo delali 8 ur, oziroma viseli v pisarni 8 ur, medtem, ko bomo imeli zmeri manj dela za tiste par stvari, ki jih bomo še opravili. Ja, če pogledava pisarne, pa marketing, pa prodajo, pa vse te dele, ki so malo bolj taki, se strinjam, ampak pač ti imaš kle še zmer pol voznike avtobusov, voznike kamionov, sigurno, ja. ker slej ka prej, mislim, kamioni so jo sami vozila, sej Musk je po moje že naredil kakšnega, se je, ne? Jaz bi rekel, da tukaj je še zmer ful izzivov, kadarkoli ti interaktiraš tako z umetno inteligenco, pa s pravim svetom. Pravi svet je ful kaotičen, in je ful je težko dejansko predvideti, kam bo to šlo. Jaz mislim, da tam je še tako res ogromen izzivov. Ampak kar se tiče pa recimo pravil, ki jih pač upravljaš na računalniku, pa premikaš stvari, ali pa klikaš stvari, ali pa pišeš stvari, ali pa ustvarjaš neke stvari, to mislim pa, da je vse pod v bistvu zelo velikim vprašanjem.
A misliš, da je Elon Musk ChatGPT-10? Pa ne vem, če je tako. Jaz mislim, da gradijo zanimive stvari, ampak mislim, da so daleč od tega, da bi bili oni najbolj zanimivi tako za vse stvari. Ja. Jaz sem mislil, da je prav verzija ChatGPT-ja, pač 10. verzija, da je v bistvu Elon Musk, ki se je toliko inkarniral v človeštvo, da sploh ne ločimo več razlike in da čas ne obstaja več, da v bistvu smo v lupu. Po mojem še nismo tam, ampak pitaj Boga, kaj prihaja. Ja, vse to. To je tako kauna scena, a si že videl kdaj nosečega goloba, oziroma ne, golobiga mladiča, ne? Ne. Mladiče od goloba, ja. Ne, nisem še. Evo ti, dokaz, da smo v simulaciji. To ta argument sem že slišal, da so vsi ptiči laž. Ja, veš, jaz to karata tematika je taka malo bolj ostra, prvo imeti malo humor. Saj to, prav. Humor je tako najboljša obramba za take stvari, pa fajn je, da malo razbijaš. Mislim, da je to zares v bistvu edina obramba, ki jo imamo pred tem, kaj se zdaj dogaja tako v svetu in kaj prihaja v naslednjih nekaj letih. Ja, v bistvu že zdaj. Ne? Ja, enemu prijatelju sem na festivalu na Flowsih eno modrost podal, ki je čist po naravi prišla. In sicer sem mu rekel, veš, resnica odpira rane, humor jih pa cel. Ker smo imeli neko tako interakcijo, ker sem mu par stvari povedal, pač resničnih, ki si je malo meglil svojo, oziroma si je malo iluzijo delal, da mu je bilo lažje, ne? Pa sva šla malo v resnico, pol pa v bistvu s humorjem nekako začela krpati, da v bistvu nič ni narobe, če se ta resnica dala ven, pač sam, da jo ti sprejmeš in zdaj lahko narediva naslednji korak, ki je pa, da malo zakrpava te rane z enim humorjem, pa da v bistvu ni to hudo, ki si ti zgodbice ustvaril. To je amazing za probleme, ki pač jih lahko tako rešiš. Ampak ki pa so nimaš joba, imaginarni, ne. pa denarja, pa hrane v hladilniku, ti po moje, da humor ne pomaga več. Ne. To pa res ne. Mi smo imeli eno situacijo doma, stari, ki smo se usedeli, non pozabo, pizda. Smo se usedeli za mizo, ne vem, koliko sem bil takrat star, po moje 15-16, pa smo rekli, sta rekla, 5 evrov na dan imamo za hrano, a ne. Tako bomo zdaj pač živeli in je prav, da vsi to vemo. In takrat je bil v bistvu, po moje, prvi moment v mojem življenju, da sem dojel, da je treba kdaj tudi kaj stisniti, pa poskrbeti za koga drugega, ne sam zase, pa sem je sam dober. Ja. Tako da ja, mi je bilo zanimivo, kako se mi je to zdaj parkrat že ta spomin vrnil, ker sem nekako videl poln hladilnik, pa svoj račun, pa kaj delam dejansko, pa koliko od tega dejansko lahko imam. Da sem se spomnil, koliko sem lahko hvaležen, da so nekateri ljudje pred mano, ki niso imeli, stisnili, pa mi omogočili, da zdaj jaz živim tako, kot živim. To mora biti res težko za tvoje starše. Ja, je itak. Spomnim se fotra, ki je mogel delati v pekarno, ki ni službe druge dobu, ki je bil, on je bil sito tiskar, podjetnik in je to šlo stran in evo te zdaj, ko boš delal. No in en del vmes je delal tudi v pekarni, a je kruh meso zjutraj, ob 4 ostaja. Sej po moje, da ga je to tudi pa načel pol na zdravju, ampak niso te stvari samoumevne, ki jih imamo, a ne folk. Tako da, pizda, treba je že zdaj pač nekako zaveščati te stvari, zato mi je všeč, da si tudi to povedal, pa graditi na nekih znanjih, na nekih stvarih, ki ti jih recimo AI ne bo mogel zamenjati. Ne vem, kaj je tazga. Kreativnost. Kreativnost, jaz mislim, da ne bo problem. Kaj da jo zamenja? Ja. Kaj nas je mogoče v tem letu najbolj presenetilo? Midjourney. Pa se da ful skritizirati. Ampak smo tudi ful early v tej tehnologiji. Ful je early, ampak tako res dobro to dela, res dobro ustvarja. In isto pisanje, vse to je neka kreativna zadeva. Jaz jo lahko spremenim pisanje v klik gumba zdaj. Kdorkoli lahko napiše top email, klikne en gumb v naši platformi, that's it. In ni to zdaj vprašanje več, rabiš to znati, rabiš biti kreativen, ne, pa sam pokliki. Ja, se to. Pa tudi to klikanje, mislim, da valjda, mečkam nadgradiš sistem, pa se da tudi tega znebiti. Jaz mislim, da lahko na tej točki ne kreative, pa vizualnih elementov, tega še ne moramo, to bo še malo trajalo, ampak jaz mislim, da lahko vso vsebino za kjerokoli podjetje na ful visokem nivoju zgeneriram za celo leto z enim miškim klikom. Shit, stari. Ja.
To je pa kar malo scary. To je full scary. Imam konstantno to bitko, ko gledam, kva gradimo, pa kva to počne v ozadju, kaj dobivamo ven. In se ful veliko se dejansko sprašujem. V tem letu sem imel takih zelo čustvenih momentov, ki sta mi Jaka in Tilen oba pomagala, tako zdaj se vsi trije, tako smo happy, pa gradimo nekaj, kaj je full exciting, pa tako, po drugi strani je to po mojem najbolj scary zadeva, ki sem jo tako videl. Sploh. Ja. A pa misliš v prihodnosti ostati v tem fieldu, pa delati še naprej na takih projektih, oziroma to te veseli verjetno? Ja, jaz mislim, da je to ta zadnji velik izziv za človeštvo. Umetna inteligenca. Ta zadnji velik izziv? Ta zadnji velik izziv, ja. In pol? Ja, pa mislim, da če se pogovarjamo o čisti umetni inteligenci, pa singularityju, pa itak ne vemo, kaj se zgodi, ker ne moramo vedeti, ker to je črna luknja za nas. Okay. Ampak ja, jaz mislim, da je to zadnji velik izziv za človeštvo in je to v bistvu največji izziv, ki ga imamo lahko. Zaradi tega pa je tudi najbolj zanimiv izziv, pa hkrati je to ta zadnji velik izziv. Zato, ker ko to teklamo, pol v resnici ne ostane več nič za delati. Ja, razen, če pridejo nezemljani, ki so baje itak že kle. Ja, pa še takrat bo verjetno umetna inteligenca se z njimi pogovarjala, ne pa mi. Ja, se res, mi bomo uno. Za njih, ki zdaj mravlje, ki plezajo po drevesu. Ja, oni so pač kle, pusti. Ja. Ne bojo kle na tem drevesu. Če te motih, pa elimineri, vse dobro. A pa drevo poreš, ja, vse dobro. Nismo šefi kle. Ja, zanimivo. Hotel sem te vprašati eno stvar, in sicer en productivity hack, ki si ga implementiral v svoje življenje in ti je najbolj pomagal. Ok, dva. Lahko dva. Peva dva. Ok, hodo, zakon. Ta prvi je accountability. Okay. Skratka, accountability skupina. To jaz mislim, da bi čisto vsak človek mogel imeti konstantno skozi. In basically, ko to deluje, je to, da si dobiš še dva partnerja, ki ti sta pri tem pomagala, da se vsi skupaj ste accountable drug drugemu. Pa morate biti 3 dok enkrat, ne vem, kdo zboli, whatever, nekaj se zgodi, pa pač nekoga ni, in da se to nadaljuje, da ni nikoli zares izgovora, da ne morate. Se prav to lahko naredi s svojimi frendi? Lahko so frendi, lahko niso frendi, fajn je, da je nekdo, ki bo dejansko spremljal posledice tvojega nedela, ker tukaj so del tega, je zdaj velik del tega so posledice. Okay. In posledice so nagrade in kazni. Skratka, enkrat na teden se dobiš s ta skupinca in si določaš cilje za ta teden, kaj treba narediti, in za vsak cilj določaš kazen, če ne boš tega naredil, pa nagrado, če boš to naredil. Ok, da je en primer. Ja, jaz sem imel recimo za launch moje knjige, sem imel nagrado, da greva s punco v Amsterdam. To je bil ta zadnji del, to je bil tudi največja nagrada. Kazen je bila pa to je bilo kazen je bila pol, da bom decembra na Prešercu wall sitov 3 minute in se štopal. Tam je bila tako, nisem je sam določil. Ampak bi jo pa naredil, če ne bi lančil, takrat, ko sem bi šel to narediti. Ja. Jaz sem vesel, da ti je ratal. Jaz sem tudi vesel, da mi je ratal, tako wall sito res ne maram, pa ne bi bil nag sred zime v zuniji. Ja. Kind of interferes with the ego. Ne? Ja, in v bistvu tako presenetljivo dobro te to motivira. Sploh, ko imaš še 2 človeka zraven, ki te silta v to, pa ko veš, da se veselita tega, da boš ti mogel biti nag na Prešercu, in bi rada videla, da se moraš res potruditi za to, da to dosežeš. Ja, hodolo. Tako, to je ta prva zadeva, ki bi jo čisto sem priporočil. Tako, accountability pa imeti še 2 človeka, ki se skupaj drugega pušata naprej, to pač nič ne pomaga pri obdrževanju fokusa, pa pri prisili tega, da dejansko delaš stvari. Ko vsi rabimo malo prisile. Ja. Motivacija, tako se so že rekli, bullshit. Ja. Je to ta prva zadeva, ki bi mogel čisto vsak implementirati v svoje življenje, pa ta druga zadeva je pa štopanje. Okay. To mi je life spremenil. Jaz štopam zdaj vsak task, si dam timer. Okay. In to je po moje, da zadeva, ki je najbolj pohitrila moje delo. In ti lahko dam primer tega. Jaz nisem več tako passionate za copywritinga. Že dolg cajt, že kar nekaj let sem iskreno pač enostavno ne da več pisati. In sploh po tem, ko napišeš, že ne vem, 5-6 tisoč email kampanj, pač
ne da se mi več tega zares delati, prerastel sem to. In sem za svojo knjigo sem imel en subscription. A lahko poveš, prosim, naslov? Email Autopilot. Email Autopilot. Autopilot. Autopilot za email. Aha. In sem basically kot en izmed produktov ob knjigi, sem imel en subscription service, ker sem vsak mesec pošiljal svojim strankam template newsletterjev. Okay. Za naslednji mesec. Ja. Skratka, jaz sem pač neke template sestavil, ti si lahko sam izpolnil, pa poslal na svojo bazo. Ne? In iz meseca v mesec mi je bilo težje te template sestavljati. Poln kufr sem imel tega, tako se ti rekel, tako ne da se mi več zares pisati tako tega in pa še te template sestavljati in se truditi biti v vakuumu kreativen, veš, ker te templati so mogli biti tako, da so bili relevantni za vse, ne samo za neko specifično področje, kar pomeni, da ful stvari vrečeš iz lufta. Ja. In tako naporanje, tako res te izžame pol pisanje teh stvari, ker nimaš zares nobenega sidra, za katero bi se prijel pa rekel, ker sem lahko kreativen znotraj teh meje. To ful pomaga pri kreativnosti. No, in sem imel zdaj tako po 8 ur, ne, da sem sestavil 7, 8, 9, 10 teh templetov in meni v life ni vzel toliko cajta, kakršnokoli pisanje. Sem zelo hiter v kopiju, ki ga pišem, pa lahko tako v povprečju, pač zelo hitro napišem en email in to se mi je pa vsakič vlekel. Sem rabo cel dan, 8 ur tam, gor dol, en mail, mogoče na uro ali pa še več, da sem sestavil, ker pač skozi sem skakal okoli, res se mi ni dal, tako nisem bil motiviran, za da bi to napisal. In pa sem enkrat full modil in ne spomnim čisto točno, kje sem dobil to idejo, da bi se štopil. In pač sem si nastavil 45-minuten timer, rekel, zdaj naslednjih 45 minut, da me slej sedel, pa sem pač prvo napisal to. In ko sem kliknil odštevanje, je to nekaj, premaknilo v mojih možganih in jaz mislim, da sem v 17 minutah napisal 10 mailov ali 7 mailov, nekaj tazga. Na koncu sem spravil tako na 2 minuti pa pol na en ta template, ne. Predtem sem mogoče več kaj 1 uro rabo. Ja, ful razlike. In samo zato, ker je bil timer, sem vedel, da je moj safe space, to je to, kar sem jaz se commitil temu, ne morem se več temu izogniti, ne bom ustal iz tega, pa če bo kdo zvonil, pa če bo ne vem, kaj se zgodilo, pa če bo bajta gorela, bom jaz sedel na tem zicu in bom to poštancal temu cajtu. In je to tako na glavo mi obrnil, koliko cajta sem rabil za vsak posamezen task. In pa sem to začel implementirati posod in si vedno dajem pač nek, si določen, koliko time blokov bom delal, po 45 minut. In ful sem na začetku slabo ocenjeval, koliko cajta mi bo posamezna zadeva vzela, ampak sem vse začel pač delati v time blokih. In to mi je ful pomagal, ne sem pri temu, da sem hitreje delal, pa bil ful sfokusiran na vsako zadevo, ki sem jo delal, ampak hkrati sem se začel učiti tudi ful dobro tajmati stvari. Ful dobro razumem, koliko cajta mi vzame neko posamezno pravilo. Te dve zadevi, jaz mislim, da bi mogel to čisto vsak čas početi. Hudo. Ja. Se pravi, za neko povečanje produktivnosti sva rekla, da se začneš štopati, pa da si najdeš accountability grupo oziroma badje. Tako. Ja. To sta, te dve zadevi sta meni spremenila life. Zanimivo. Kaj pa, če bi lahko na svetu eno stvar spremenil? Kaj bi spremenil? Vsi bi bili vegani. Damn, boy, to si pa, kaj si razmišljal, si že prej slišal to vprašanje, kdaj, ali ti res toliko verjameš v to? Ja, jaz sem vegetarijan, sem že od 5. leta. Cel svoj life, tako, fulam rad živali. Tako nasplošno se mi zdi, da, pa mislim, da tako generalno imamo vsi radi, pa noben ne bi rad videl krave, ki se jo zakole, pa tako naprej. Ok, se imaš subsection ljudi, ki bi verjetno uživali v temo. Ampak mislim, da generalno gledano tako so stvari, ki meso je bilo včasih nuja, zdaj pač danes res ni, lahko ful dober, ful zdravo živiš brez tega, da bi rabili neka druga bitja na tem planetu trpeti zaradi tvojih želj. In pa se mi zdi, da pač, ja, realno, če imamo to opcijo, zakaj ne bi vzel, pa temu sledil. Zanimivo. Jaz sem drugačen en zelo dober primer slišal, kako bi omejili porabo mesa, torej, da ne bi bilo pač tako, kaj je. Da bi si vsak mogel samo jeti tisto, kar bo pojedel. Jaz mislim, da se je kle pač ta pizdarija zgodila, da smo mi začeli živali gojiti zato, da jih pol zakoljemo. To tudi meni tako.
Medtem, ker ta ideja, da si ti pač ujameš divjega prasca, pa ga samo ubiješ, pa ga pol poješ, mi je tako ful taka primal, mi je všeč, ampak vem, da v današnjem svetu pač ni več tako. Mislim, jaz zakaj sem to rekel? Pa tako vsi, ki me poznajo, da nobenemu nikoli ne morim okoli tega, pa se v bistvu sploh ne pogovarjamo o tem, vemo kako folk gleda na ljudi, ki ne jejo meso. Jaz bi rekel, da tako, če ena zadeva, ki mi je ful pomembna v življenju, je to, da imamo vsi čim več in čim boljše priložnosti. Ampak jaz rečem vsi, jaz ne mislim samo na ljudi. Jaz mislim pač na živa bitja, generalno gledano. Mogoče malo drugače gledam na travo, pa na solato, pa na bučke, pa na vse ostale stvari, ki jih dejansko ločam. Pa na živa bitja, ki pač ne bi rada umrla. Vsaj krava ni happy, ki gre v klavnico, pujs tudi ne. Zavedajo se, vohajo, psa, ki pripeljaš k veterinarju, vidiš, da je mu res ne sede biti tam. Tako, živali tudi čutijo te stvari in tako se mi zdi, če meni je ful pomemben, da imajo vsi ljudje okoli mene ful veliko priložnosti, pa da se dobro razvijajo, pa da uživajo v življenju, pa da so živi, ker se mi zdi, da najlepša stvar, ki jo imamo v življenju, je to, da dihamo zrak, pa da nam srce bije. In pol se mi zdi, da bi lahko to čisto komot, oziroma vsaj meni je pomemben, da tudi živali pač ostanejo tukaj z nami, ne pa da jih tako masivno iztrebljamo, kot to pač počnemo zdaj. Ja, mislim, meni se zdi tvoje mnenje tukaj čist valid, pač ni. Jaz mislim, da tukaj to, veš, da se postavljamo konstantno v to dualnost, eni za to, drugi za to, pa to, ta nekako razdvojevanje konstantno človeštva, eni v to verjamajo, drugi v to, če ne verjameš v to, si pač odpadnik, ne. Ne, se mi zdi, da je nek point v tem, kar si povedal. Tudi jaz imam živali neizmerno rad, ampak moja ideologija oziroma moje razmišljanje sploh ne gre v to sfero, da ti dejansko ubijaš živali s tem, kaj ješ. Se vem, to je ena stvar, ki mislim, da je, to je po mojem, da tako en velik razlog, zakaj. Pa tudi po mojem, da je to tudi razlog, zakaj gre folku toliko na živce poslušati to, ne? Zato, ker nekako deep down v sebi se vsi zavedamo, da v bistvu noben tega ne bi zares rad videl, pa ne bi rad, da se to dogaja, pa tako naprej. Zato, ne vem, lab grown meat bi jaz rekel, da je veganski, ne? To mogoče se kakšen vegan ne bi strinjal z mano. Ampak sem full excited recimo za ta teh, pa da, ne vem, mogoče, če bi lahko, ne, da bi folk obdržal svoj mest, tako da je pač, ne vem, vzgojen v laboratoriju, ne, pa hkrati pustimo živali primeru, to bi vzame tako najboljši možen solution. Sama je pol to še mes, a je to še pač... Ja, da ja, vsej, struktura je tam, molekule so tam, celice so tam, ja, jaz bi rekel, je to še vedno meso, ja. Sik stare. Ampak to nas pol čisto od te naše prvinskosti stran daje proti nekim bitjem, ki smo kle... Ja, se razumem. In to je mogoče ena tema, v kjer sem jaz tudi full passionate about, tako jaz full ne maram tradicije. Ja. Tako, to mi nič ne pomeni. In pol vsakeč tako, kako rad to predstavim, je to, jaz sem baklavo mes full rad. Turške sladice, pač kdo ne mara turških sladic, ne. Ampak pač jaz ne maram toliko sladke baklave, pač malo manj cukra bi imel tam noter, ne. Ja. In zaradi tradicije se pač absolutno tega ne smeš spreminjati in toliko cukra mora iti noter in ne vem kaj, ne. In pač je pomislila za nazaj, pa ja, it made sense, ne, tako ne vem, si rabo iti na neko potovanje s svojim konjom, rabo 14 dni, da si prišel do najbližjega mesta, ne vem kaj, valjda si rabo čim manjšo težo prinesti s sabo, ker ti je čim več energije prinesla, ampak danes ne živimo več v istem svetu, ne rabimo več tega, ne. Ja, veš, če se isto... Z veseljem bi jedel sugar free baklavo. Ja, veš, če se isto ne rabimo. Tega, da cerkve zvonijo še kar. Religija je ta druga tema, ki bi jo, ampak ta je že malo bolj žgečkljiva, ampak tukaj bi isto črto povlekel, pa rekel, ne rabimo, noben tega zares po moje, da ne rab. To sem zadnjič pomislil, stari, ker sem slišal te zvonove pa to in sem bil tako, zakaj? Zakaj to zdaj jaz poslušam, ne? Zaradi tradicije. Ja, no evo, ne. Se tradicija, se po eni strani je prav, da se ohranja, sploh taka globoka, ampak če gledajo iz praktičnega vidika, če bi si optimizirali pač življenje na sedanjost, verjetno ne bi obstajali. Ne, jaz mislim, da tradicijo tako preveč jo enostavno sam požiramo, medtem ko bi mogli ful bolj kritično razmišljati o tem, kaj je smiselno, pa kaj ni. In jaz mislim, da pač
religija generalno, jaz verjamem, da je imela ful je imela pozitiven učinek na človeštvo. Sploh recimo, ne vem, v primer islama, pa rednega umivanja rok, obraza, vsega ostalega, pač amazing. Valjda je bilo to logično, na nek način je bilo to treba pripeljati do ljudi, a ne? Ampak a je to še vedno potrebno? Po mojem, da ne. In jaz mislim, da generalno gledano religija nima več mesta v družbi nasplošno in ne prinaša ničesar koristnega zares za ljudi. Sej, sklejpol imaš argumente, pa rečeš, ok, pa folk ima nekaj od tega, se počutijo, pa tako naprej, pa jaz sem all about that, ne, da folk počne to, kar jim je cool, ampak samo ti imaš lahko še vedno vse te elemente, ne, druženja, ne vem, zahvaljevanja, vsega ostalega, kar folk čuti brez vseh ostalih slabih elementov religije. Pa mislim, da je tega veliko več, kot je pozitivnih elementov. Sploh kar se organizirane religije tiče, tako meni čisto vse, če nekdo doma kaj počne, whatever. Ne? Ampak tako si omenil, ok, zvonovi, ali pa zdaj, ko sem bil mislim, Džakarta je bila sploh tako mesto džamije, ne, pa 4-krat, 5-krat na dan molitve, 3:30 se začne do 3:30 zjutraj nabijajo. To, ne vem, a je to res potrebno. Ja. Ne, se strinjam, mislim. Mogoče tako malo izzivalno vprašanje, ampak a se ti zdi, da bi bil svet lepši, če bi bila samo ena religija? Ja, v bistvu po mojem, da ja. Zaradi tega, ker mislim, da en izmed elementov religije je to, da nekako spodriva vse ostale. Mi imamo prav, ostali se motijo. No, to je. In to plus meje med državami, to tudi mislim, da je neka zadeva, ki bi jo počasi lahko začeli nasplošno brisati. Mislim, da pa to je zdaj ok, to je zdaj čisto druga debata, pa to kompleksen problem. Da... Ja, ker zate, kar se tebi zdi nekaj, kar je prav za nekoga, ki živi na drugi strani sveta ali pa v islamu, se mu zdi to pač narobe. Ja. Se že pogledamo, kako so ženske tretirane. To je sploh katastrofa. Pa je za njih to, recimo, kar se pri nas dogaja, katastrofa. Ja. Ampak že to, koliko smo si različni, nekako koliko smo drugačno učeni, že iz pogleda vrednot, jaz mislim, da je nemogoče, da bi obstajala ena religija. Razen, če se vrednote vseh ljudi po svetu poenotijo, kar se mi pa zdi dokaj nemogoče. Sigurno, ne, se zaradi tega pravim, jaz ne pravim, da je to realno. Ja. Jaz samo mislim, da vse, kar bolj povezuje ljudi, ne, je dobro. Ja. In vse, kar postavlja meje med ljudmi, je generalno gledano slabo, s tem, da se zavedam in te meje so v tem svetu, kjer živimo danes, pač močno potrebne. Ja, res je. Tale bo zanimiva zdajle. Če bi štartil novo civilizacijo, pa lahko uporabiš samo eno pravilo. Eno pravilo. Katero pravilo bi to bilo? Pravilo. Vse temelji na znanstvenem eksperimentu. Torej, preden se karkoli odločimo, damo znanosti v ček. Ja. Ok, zakaj? Preverimo. Da pitmo v globi. Ja, nekjera izmed teh nordskih držav ima implementirano zadevo, da v bistvu preden sprejmejo zakon, izvedejo znanstveno analizo, pogledajo, kakšen bo dejansko učinek tega zakona, če je pozitiven, ga implementirajo in potem čez nekaj časa ponovno izvedejo raziskavo, pa pogledajo, koliko natančno so napovedali, kaj se je zgodilo, pa kaj ne. To se mi zdi tako totalen no-brainer. Tako, zakaj tega ne počnemo povsod po svetu? To je tako, po mojem, da najbolj logična zadeva, ki jo hočeš početi, sploh kar se tiče sprejemanja tako zelo pomembnih pravil v družbi, zakonov. Ne? In jaz mislim, da tako generalno je tako najlepša zadeva, kar je človeštvo pogruntali znanstveni eksperiment. Pa sej, ful je problemov, pa fake študij, ampak to jaz mislim, da predvsem izhaja iz problemov fundinga pa vseh ostalih stvari. Jaz mislim, da tako, če bi generalno gledano družbo osnovali glavno na pravilo, da dajmo preveriti stvari, dajmo pogledati, kakšen bo učinek, pa dajmo delati na temu, da bo za čim več ljudi čim boljš, bi imeli ful boljšo družbo. Hodo. Moram priznati, da so moji možgani danes zelo delali na tem pogovoru. Tako, povedal si mi stvari, ki sem jih mogoče slišal prvič, oziroma si me challenge s tem, da sem določene zadeve reevaluiral. In zato bi se ti rad zahvalil. Se mi zdi, da si tako lahko povedal svojo resnico, da je bil en tak lep pogovor.
In za konec imam še eno vprašanje, ki ga postavim vsem gostom. In to je, če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Life je amazing. Badumc. To je to. Hvala lepa, Jure. Tako, dobra debata bila. Jaz sem ful užival. Upam, da tudi poslušalci. Meni je dosti vseeno, ni mi čista, ne, ampak tako, pač meni je všeč to, da je tale vortex spet odprl in da sva šla v neke tematike, ker še nisem šel. In carsko, knjigo mi boš napisal, kjera je, da jo dam lahko kle od spodi. Ni tako high priority za me. Mogoče le, če kdo, veš, se mi nisi niti rekel, da ne kdo mislil, ampak če bi kdo se pač malo več o e-mailu pa v teh zadevah pač poizvedel, pač ne čekne. Drugače imam na tudi nov kurs za e-mail, ampak malo na backburnerju, ko delamo to exciting stvari za AI-om, da je to res glavni fokus. Ja, ne, hudo. Plus ena zadeva, ki jo mogoče nisva toliko omenila, postani freelancer. Freelancerjem pomagaš isto za te, da se postavijo na svoje noge, kako pač boljš optimizirati biznis itd. Ja, z Majo imamo tečaj skupaj, ko učijo folk, kako začeti freelancati. To mi je napolno hudo, imamo pol tako bredne govorilne ure, vsak tork, včeraj smo imeli, imamo cel tečaj okoli tega, kako se tega lotiti, pa to, meni osebno je freelancing najboljša zadeva, ki sem jo naredil, tako da zdaj se mi zdi, da mi toliko ene svobode, pa toliko enih stvari pripeljalo v življenje, pa toliko enih ljudi sem spoznal zaradi tega, da ful priporočam, pa ful z veseljem podpiram ostale, ki se tega lotevajo. Ja. Bom dal isto link od spodi. Hvala. Če koga zanima, bo pač sam počekiral. Hvala, so vsi ful dobrodošli. Itak. Je nič tako bojka.